Pozdravljeni. Danes se še vedno bijejo vojne in to na različnih področjih in na različnih lokacijah sveta. Od tistih najbolj enostavnih oziroma najmanj problematičnih, kot so manjši spori med ljudmi ali pa organizacijami, do tistih večjih vojn z vojaki in orožji, ki terjajo tudi smrtne žrtve. Torej, teh vojn je navidezno veliko in so razporejene po celotnem svetu. Ene so večje, druge pa malo manjše in manj pomembne. Ja, če bomo še naprej gledali na vojne skozi oči medijev oziroma novic, potem bomo samo še pomagali, da se te vojne nadaljujejo. Vojna je namreč samo ena. In tudi v preteklosti je bila samo ena, danes je samo ena in če se bo še nadaljevala, bo v prihodnosti tudi samo ena vojna. In ta vojna se ne nahaja vsepovsod na svetu in na različnih frontah, ker se v resnici ta vojna dogaja v nas samih. Vsak izmed nas bije to vojno, ali se tega zaveda ali ne. Vsak izmed nas drži fronto v sebi. In glede na to, kako dobro ali slabo, uspešno ali neuspešno gre vsakemu posamezniku, se vsota teh front prikaže v svetu, ki je viden našim očem. Ne gre se namreč, kdo ima večjo vojsko ali pa več denarja in sredstev, temveč se gre za notranji boj, ki bi ga lahko tudi poimenovali boj, ker je na eni strani svetlo, na drugi temno. In ta dva pola oziroma ta boj se bije en proti drugemu, kdo bo tukaj nadvladal, kako bomo gledali svet. Ali z drugo besedo, samo ena vojna je bila in to je vojna zavesti. Ja, vsak izmed nas ima zavest in vsak izmed nas se odloča vsakodnevno, kaj bo s to zavestjo počel. Ali bo zaveden svojih dejanj ali ne bo. Ali se bo zavedal posledic svojih dejanj, kam vodijo, ali ne bo. In ta vojna, hočeš ali nočeš, se odloča v nas samih, ali natančneje v naših glavah. Ker skozi glavo ustvarjamo svet, ki je okrog nas. In ker smo ravno pri vojnah, se ta naša notranja fronta preslika navzven.
Mi lahko sicer govorimo, da smo pozitivni in da se dobro počutimo, ampak resnica je važna. Če govorimo eno, delamo drugo, počutimo se pa čisto drugače, kot govorimo. Torej, tisto, kar nosimo v sebi in tako, ko se počutimo, ne glede na to, kako govorimo in kako želimo izpasti pred svetom, tisto, kar je v nas samih, tisto pošiljamo v svet. Četudi se kot družba danes zelo, zelo radi pretvarjamo. Tisto, kar nosimo v sebi, pošiljamo v svet. In tako se ta vojna ali pa boj dobi, da poizkusimo najti v sebi svoj mir, radost, veselje in vse te dobrine, ki jih želimo dobiti iz zunanjega sveta. In jih ni mogoče, saj ne za dolgi rok, dobiti od zunaj, ker izhajajo od znotraj. Tako, od naše zavesti in od našega notranjega stanja je odvisno, kako se bodo vojne, ki so sedaj po svetu, še nadaljevale. Odvisno je namreč vedno od nas samih. Če smo mi v vojni sami s seboj, če nosimo vojno v sebi, če nismo pozitivni ali pa dobro razpoloženi in ne živimo v notranjem miru, bomo tudi v svet vnašali nemir in ta naš notranji boj. Če smo pa radostni, veseli, zadovoljni in je to res pristno, potem pa super, ker to vnašamo v svet. Če bi le bili kot otroci, ko še ne spoznajo družbe oziroma sveta, ki jim pove, kako se morajo obnašati in kako bi bilo prav. Če bi le bili originalni, torej na nek način avtentični, sami sebi in s tem tudi drugim. Ker takrat ne bi prihajalo do notranjih konfliktov. In če nimaš notranjih konfliktov, nisi več v vojni sam s seboj. Hvala.